Lepo pozdravljeni. Občinski svet po malo daljšem poletnem premoru nadaljuje s svojim delom in tako je danes na vrsti 25. seja občinskega sveta občine Tolmin. Ugotavljam, da smo sklepčni, trenutno nas je prisotnih 17, kar tudi ustreza temu, da so se za današnjo sejo opravičili Renata Pavc, Renato Leban, Lenart Rutar, Sergej Čujec in pa Maša Klavora. Začeli bi s pregledom in sprejemom dnevnega reda, ki je danes sledeč. Poleg te prve točke sklepanje o zapisniku prejšnje seje, pa potem druga obravnava odloka o izvajanju mediacije, potem pa trije odloki o spremembah odlokov o ustanovitvi javnih zavodov, in sicer pod točko 4 Zavoda za kulturo, šport in mladino občine Tolmin, pod točko 5 Zavoda Tolminski muzej in pod točko 6 Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin. Potem imamo pod točko 7 spremembe in dopolnitve statuta javnega zavoda Posoški razvojni center, pod točko 8 predlog celostne prometne strategije občine Tolmin, 9. predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih programov občine Tolmin za obdobje 25-28 in potem kar nekaj zadev iz področja volitev in imenovanja, točko 10 in 11. vprašanja in predlogi. Želijo predlagana v dnevnem redu kdo razpravljati? Ukolikor ne, bi ga dal jaz v potrditev, tako da preverimo prisotnost. Glasujemo. Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet in odpiram razpravo pri drugi točki o zapisniku 24. seje občinskega sveta. Želi glede kdo zapisnika razpravljati? Gospod Makuc, izvolite. Ne bom razpravljal, samo nekaj pombo bi imel. V 11. točki in pa 15. točki. Jaz sem več čas navzočna seji in sem pri obeh teh točkah glasoval za, me pa nikjer ni navedenega, ne za ne proti. Samo to. Verjetno, hvala. 15. To je tisto, ko je šel Ljubin v četrt volilne Tako torej smo zabeležili, glede na to, da glasujete z napravami, je verjetno sistem takrat ni povlekel in je prav, da se te stvari dopolni, da so v arhivih tako, kot mora biti, tako da to smo zabeležili. Še kakšna pripomba ali pa predlog glede zapisnika? Ukolikor ne, potem bi tudi zapisnik prejšnje, torej 24. seje, dal na glasovanje. Prisotnost preverimo. Glasujemo. Ugotavljam, da je tudi zapisnik prejšnje seje soglasno sprejet. Pod točko 3 imamo pa razpravo in sklepanje o predlogu odloka o izvajanju mediacije v drugi obravnavi. Tukaj je pa poročevalec dr. Dejan Valentinčen iz medobčinske uprave, ki mu dajem besedo. Hvala lepa, spoštovani župan, spoštovani svetniki. Torej, skoraj leto je že, odkar sem bil tukaj prvič glede tega odloka, to je bilo oktobra lani, takrat je občina Tolmin prva med vsemi potrdila ta odlok, potem pri nekaterih drugih občinah je šlo malo počasneje, no, ampak nazadnje je to prišlo na vrsto tudi v Kobaridu julija in kot zadnji so tudi odlok potrdili v obeh branjih, tako da nekako besedilo, ki ga imamo pred sabo, je dokončno.
Verjetno nima smisla, da posebej predstavljam vsebino, ker sem že takrat. Mogoče sam to omenim, da takrat seveda Tolmin kot prvi je imel nekaj pripomb, nekaj jezikovnih, pa tudi par vsebinskih. Zdaj, takrat smo potem ta člen, ki govori o eni mediaciji na leto in 3 urah, smo nekako v skladu z vašimi pripombami nekoliko spremenili. Ena stvar, ki je nekako ostala še odprta, ki je tudi takrat še na svetu bila diskusija, je bila, torej, a bi se v odlok zapisalo tudi, da se v pogodbe, ki sklepajo občine in pa pogodbe, ki sklepajo javni zavodi, kjer je občin ustanovitelj, da klauzula, da se to rešuje najprej preko mediacije. Na koncu po raznih debatah in razmislekih se za to nismo odločili iz 2 razlogov. Zdaj, ko govorimo o javnih zavodih, seveda njih ustanovitelj je občina, ampak poslujejo samostojno, torej je že malo problematično, da se sploh to daje. Zdaj, kar se pa tiče samih občin, zdaj seveda po eni strani je ta pomislek, torej občina je podpisnik pogodbi in občina torej zavezuje k mediaciji, ki si jo bo vendarle razumela kot nek občinski institut, ampak druga stvar je pa tudi predvsem, da to verjetno ne spada v odlok, ampak je v vsakokratnem razpisu in pogojih se potem lahko to napiše nekako nomotehnično, bolj tja spada. No. Tako da to potem ni bilo vključeno, ostalo je bilo in kot rečeno, pri ostalih občinah je to šla stvar skozi brez pripomb in brez sprememb, tako da je besedilo tako, kot se ga potrebovali na prvi seji in seveda zato predlagam, da se ga tudi še v drugem branju potrdi. Hvala lepa. Najlepša hvala za predstavitev. Ja, drži, kar nekaj časa je menilo, odkar smo se prvič o tem pogovarjali, me pa veseli, da smo zdaj prišli cel krog v teh občinah, ki jih medobčinska uprava pokriva skupaj in da bo lahko ta institut čim prej tudi v praksi zaživel, ker verjamem, da bo zelo pozitivno vplival na naše občane, da bo to en lep doprinos. Jaz odpiram glede tega razpravo. Izvolite, gospod Makuc. Sem se prvi oglasil zato, ker sem sam tudi precej krivec, da je do tega prišlo, do tega odloka, ki ga imamo danes v drugi obravnavi. Mogoče samo za popotnico, danes sem dopoldne imel na okrožnem sodišču na mediacijo med 2 zakoncema, ki traja že 2 do 3 leta, pa se sploh še ni začelo, samo z vlogami so se šele obmetavali in so praktično, ker smo v prvih 3 urah uredili mediacijo, so zastonji imeli tako mediacijo kot sporazum, ki sem ga pripravil. To pomeni, da dejansko so po moji tak čez palc prihranili tam vsaka stranka vsaj 10 000 evrov stroškov. To je mogoče samo en pokazatelj, kaj to pomeni. Jaz sem bil 2 mandata v Društvu mediatorjev Slovenije, v upravnem odboru in smo tam zelo propagirali to, da se tudi v lokalnih okoljih organizira ta društva. In Novo mesto je tu prednjačilo in smo mi tudi, bom rekel, malo jih kopirali. Jaz sem to idejo prinesel tudi županu Tolmin in moram reči, da je bil zelo zagret za to, tudi naš župan, zato sem tudi čutil, da je ta prav trenutek, da to naredimo. In rezultat je zdaj tu. Jaz, ker že več kot 20 let delam v teh mediacijah, bom rekel, da imam izjemno dobre izkušnje s tem in mislim, da bo to ena dodatna ponudba občine svojim občanom, vseh 4 občin svojim občanom, ker s temi načinom reševanja sporov praktično lahko čisto vse spore zajamemo. Drobne medsosedske spore, zelo obrobne, težke spore, ločitvene, delitve premoženja, lahko tudi delno kazensko-pravne, kjer je možno sporazumno urejati zadeve in pa gospodarske spore. In zaradi tega bi jaz rekel, zelo pomembno je to, ne samo, da to ustanovimo, pa da to zaživi, ampak da so tudi ljudje informirani, da to obstaja in da to lahko koristijo. In verjamem, da bo marsikakšna neprespana noč in pa nek slab pogled soseda na soseda lahko izničen na ta način, če bomo to uspešno zaživeli. Samo toliko bi z moje strani. Ja, najlepša hvala za to, bom rekel tudi. Ker je lepo korektno predstavljeno. Tako je, hvala vam za, bom rekel, na eni strani dopolnjeno obrazložitev pomena in vsebine tega instituta, pa hvala tudi za predlog, ki smo ga vsi skupaj, kot ste rekli, prepoznali kot zelo koristnega. Tako da, bom rekel, pa da ne bomo
nadaljujem najprej z razpravo, če je še kakšno vprašanje, pobuda. Vkolikor pa ne, se bom pa tudi jaz pridružil zahvali medobčinski upravi, kolegu Valentinčiču, tudi z ekipo za koordinacijo tega in pa že vnaprej za vso delo, ki medobčinsko upravo kot koordinatorja teh aktivnosti tudi čaka v prihodnje. Mislim pa, da glede na en stran dolge čakalne dobe, ko gre za naše sodstvo, pa finančne posledice, pa konec koncev tudi to, kar je kolega Makuc izpostavil, tudi tiste neke naše osebne čustvena bremena, ki lahko iz tega izhajajo, se mi zdi, da vsak način, da se stvari rešijo po eni mehki, bolj človeški poti, je za podpreti. In če lahko tukaj občina naredi korak nasprot svojim občanom, je po moje to samo za podpreti, seveda je pa odločitev vaša, tako da prehajamo glasovanju o tem odloku v drugi obravnavi, najprej s preverbo prisotnosti. Tako glasujemo. Ugotavljam, da je odlok tudi v drugi obravnavi soglasno sprejet in tako prihaja v veljavo, tako da še enkrat hvala za predstavitev in s tem zaključujem tretjo točko današnjega dnevnega reda. Sem pa opazil, da nas je tu, če se ne motim, 17, ne? Na vseh glasovanjih do zdaj je bilo pa 16 glasov. Tako da bi bilo za pogledati, če skozi eno nismo ne dela, da mogoče to uredimo. Aha. Dobro, pa predlagam, da če kdo opazi, da zadeva ne deluje, pa želi dodati. Tako. Mogoče čez poletje kakšna baterija zmanjkala. Če je skozi ene niste, če ne pa dam. So različni? Dobro, pol pa je pa malo loterije. Pa pejmo naprej. Zdaj bomo pa v bistvu, tako kot sem rekel, 3 točke, ki so vsebinsko zelo podobne, naslavljajo isto tematiko, isti je razlog, da jih obravnavamo, naslanjajo se pa na 3 različne javne zavode, katerih ustanovitelj je občina Tolmin. Tako da jaz predlagam, da nam poročevalka, naša sodelavka Mojca Kragelj, zadevo predstavi v paketu, potem pa lahko skozi razpravo tudi kakšnega posamezno še obdelamo, ampak Mojca, izvoli. Pozdravljeni še v mojem imenu, se bom kar kratka. Praktično gre za vsebinsko enake spremembe in sicer za ustanovitveni odlok Zavoda za kulturo, šport in mladino, za Tolminski muzej in za glasbeno šolo. Na kratko gre za uskladitev z veljavno zakonodajo in sicer za 2 spremembi. Vemo, da imamo mi ustanovljene zavode z namenom opravljanja pretežno javnih nalog, ampak ti zavodi opravljajo tudi tržno dejavnost, se pravi prodajajo tudi blago in storitve na trgu. In s 1.1.2025 je prišlo do spremembe uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti SDK 25. Do tada je veljala klasifikacija iz leta 2008. Tukaj je statistični urad pripravil pretvornik, kjer si pač zbral dejavnosti, ki jih zavod opravlja in so se tistim pretvornikom, s pomočjo pretvornika pretvorile v novo klasifikacijo, to je tista 5-značna oznaka oziroma črka plus 5 številk in opis dejavnosti, tako da s to spremembo usklajujemo to. Vemo, da pač pravne osebe, kamor sodijo tudi zavodi, so registrirani, praviloma imajo na AJPES-u samo glavno dejavnost opredeljeno, morajo pa imeti v ustanovitvenem aktu navedene točno vse dejavnosti, katere opravljajo, ker v primeru, če tega ni, so že lahko v postopku glede zakona o preprečevanju dela na črno. In druga sprememba je pa tudi, bom rekla, samo uskladitev z veljavno zakonodajo, to je pa že kar nekaj časa nazaj pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna določil, da moramo imeti v ustanovitvenih aktih
povsod določeno, da javni zavod, ki prodaja blago in storitev na trgu, to lahko izvaja samo, če s tem izvajanjem zagotovi najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Ta pravilnik od nas zahteva, da to prav točno tako zapišemo, so pa zavodi to že prej tudi delali, zato je podlaga za to, pa tudi v zakonu o javnih financah, pa zakonu o računovodstvu, da pač zavodi morajo ločeno voditi, kar se tiče poslovanja javne službe in kar se tiče poslovanja tržne dejavnosti. Tako da tako je na hitro. No, še to bi mogoče povedala, bilo je usklajeno z direktorji oziroma z ravnatelji teh zavodov in mislim, pač gre res dejansko samo za uskladitev z veljavno zakonodajo. No. Hvala lepa. Zdaj, vse tri odloke je obravnavala tudi statutarno pravna komisija, pa kolega Makuč, če se strinjate, bi tudi poročilo komisije kar v enem izvajanju obdelal. Če vam je lažje, lahko pa tudi. Statutarna pravna komisija se je sestala 9. septembra 2025 in je obravnavala vse te tri predloge odloka, spremljanja odloka, da se pravi tako za glasbeno šolo, za Zavod za kulturo, šport in mladino občine Tolmin in pa za javni zavod Tolminski muzej. In takrat je bilo nam natančno obrazloženo to, kar smo tudi zdaj slišali, in gre za uskladitev z tem zakonskimi določbami, se pravi, da imaš praktično to, kar prvi delaš, ko imaš tržno dejavnost, moraš pokrivati iz teh lastnih teh stroškov, ne pa iz javnih sredstev. In to je zdaj tudi dodano v teh členih, tako da je statutarno pravna komisija ugotovila, da so vsi trije predlogi odlokov v skladu z zakonom in so primerni za obravnavo na občinskem svetu. Mogoče pa samo to še naknadno, pa smo nekaj razpravljali, pa mogoče bi jaz pol prosil, da bi pa kar on povedal, da ne bom jaz. Sem imel tudi v načrtu, glede na to, da to na seji komisije še niste obravnavali, sem pa tudi sam imel zdaj namen besedo dati še našemu sodelavcu Mateju Kavčiču, vezano na enega od teh treh odlokov, in sicer odlokov o ustanovitvi Zavoda Tolminski muzej, kjer pa se je naknadno pokazala potreba po še eni manjši korekciji, pa Matej, najbolj, da kar ti razložiš, zakaj gre. Ja, najlepša hvala, župan. Torej, za en tak mini dramaturški zaplet bomo zdaj le poskrbeli, da ne bo preveč mehaniško in črkobralsko. Torej, ob pripravi spremembe odloka Tolminskega muzeja, govorim konkretno za odloke za Tolminski muzej, je bil fokus usmerjen predvsem na ustrezno posodabljanje klasifikacije dejavnosti, se pravi, kaj muzej lahko dela. Pri tem je seveda sodeloval tudi direktor Tolminskega muzeja, ki je predlagal tudi nekaj novih aktivnosti, kar je seveda logično, saj je dejavnost Tolminskega muzeja zaradi vzpostavljanja novega interpretacijskega centra na Kozlovem robu v porastu, kar boste kmalu ugotovili že v prihodnem tednu. Predlagane spremembe je nato pregledala tudi statutarno pravna komisija, ki je predlagala nekaj popravkov, ki so bili v celoti upoštevani. No, po seji statutarno pravne komisije pa je bilo naknadno ugotovljeno, da je popravka potrebna tudi trenutna 4. točka veljavnega odloka, v kateri je navedeno, da lahko zavod tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti, kar pa je po mnenju strokovne službe občine Tolmin na nek način brezpredmetno in tudi malo kontradiktorno, saj si prav želimo, da občina Tolmin opravlja, oziroma saj si želimo, da zavod opravlja točno tiste dejavnosti, ki so določene v ustanovitvenem aktu, tako da bi te mini, bomo rekli, varovalke, da lahko zavod opravlja brez vpisa v sodni register tudi druge dejavnosti, ne imeli več v tem odloku in zato predlagamo, da se ta 4. točka izbriše, ostali členi pa ustrezno preštevilčijo. Tako da sprememba je bila tudi že predhodno potrjena oziroma usklajena s predsednikom statutarno pravne komisije in predlagam, da se ta popravek ob že izvedenih še doda. Hvala lepa. Tako je, s tem, da tudi sodni register sploh ni več aktualen register za te zadeve, če vam prav ne. Ampak, kot rečeno, torej, teh odlokov
smo se lotili ciljno s temi spremembami, ki jih je kolegica Mojca opisala. Drugače se vsebina ne spreminja, pri Tolminskem muzeju pa bi naknadno še ta omenjeni odstavek vrgli ven po domače, ker se je zdaj, ko se je zadeva vnovič pregledovala, ugotovilo, da ne samo, da je nesmiseln, mislim, da celo ni v redu, da je notrno in imamo zdaj priložnost. Tako, ja, no, mislim, tako, ja. Ne vemo pa geneze, kako se je noter znašel, pa o tem tudi. Je bil že pa prej not, ja, tako. Tako da to je to in zdaj odpiram razpravo. Odprl jo bom sicer pro forma tudi pred glasovanjem o vsakem odloku posebej, ker je tako prav, ampak vkolikor ni vprašanj, bi prišli k glasovanju o spremembah prvega, ki je na vrsti, to se pravi o spremembah odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, šport in mladino v občini Tolmin. Najprej v prvi obravnavi preverimo prisotnost. Prisotnih vseh 17, tokrat tako da glasujemo. Ugotavljam, da je odlok v prvi obravnavi soglasno sprejet, pa gremo še k drugi obravnavi, tako da je po istem kopiču preverimo prisotnost. Glasujemo. Odlok je tudi v drugi obravnavi soglasno sprejet. Prehajamo k 5. točki. Pod 5. točko imamo spremembo odloka o ustanovitvi Zavoda Tolminski muzej, ki je, kot vam je bilo obrazloženo, torej ima ta sprememba še to dodatno črtanje enega odstavka in gremo k glasovanju v prvi obravnavi. Preverimo prisotnost. Glasujemo. Soglasno sprejeto, pa še druga obravnava, preverimo prisotnost. Glasujemo. Tudi sprememba odloka o ustanovitvi Zavoda Tolminski muzej v obeh obravnavah soglasno sprejeta, kot tretji pa še odlok o ustanovitvi glasbene šole Tolmin, najprej v prvi obravnavi, preverimo prisotnost. Glasujemo. In še zadnja, druga obravnava v 6. točki, preverimo prisotnost. Glasujemo. Tako, ugotavljam, da smo soglasno sprejeli spremembe vseh treh odlokov, kot rečeno na podlagi tudi sprememb zakonodaje, nekih usmeritev strani države. In zdaj pa v bistvu prihajamo k še enemu aktu enega našega javnega zavoda, in sicer spremembam in dopolnitvam statuta javnega zavoda Posoški razvojni center pod 7. točko današnjega dnevnega reda. Tu pa je poročevalec gospod Miro Kristan iz PRC, ki mu dajem besedo. Hvala lepa. Hvala za besedo in lepo pozdravljeni.
Za razliko od prejšnjih točk je pred vami sprememba statuta Posoškega razvojnega centra na podlagi sprememb odloka, ki je stopil v veljavo junija in ki terja, da se v roku 6 mesecev ustrezno novelira in spremeni tudi statut. V bistvu gre za nekaj manjših sprememb, ki jih bom na hitro predstavil. Ena izmed točk uvaja institut namestnika direktorja. V dosedanjem statutu je bila omogočena samo funkcija zastopanja direktorja v njegovi odsotnosti, tako da gre za imenovanje nekoga izmed javnih uslužbencev, zato za ta institut ima izključno pristojnost direktor, to lahko izkoristi ali ne. Gre tudi za spremembo poimenovanja organizacijskih enot, uskladitev z dejanskim stanjem. V 5. členu govorimo o dodatku poimenovanje Ljudske univerze, ker gre v tej organizacijski enoti za specifičen člen, ki je zahtevan zaradi zakonodaje in navaja in naslavlja samo to organizacijsko enoto. Imamo spremembo tudi pri tako imenovani tržni dejavnosti, kjer država želi, da zapišemo, da se ta lahko izvaja le, če se zagotavlja najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov, kar je načeloma logično, ampak očitno je to potrebno eksplicitno zapisati. In še zadnja sprememba, ki jo navajamo, je, da se izdaja javnega glasila, ki ga poznate kot sočasnik, dovoli tudi v digitalni obliki, ne samo v tiskani, kot je bilo zapisano do sedaj. Mogoče kot informacija, ta zadeva je že v pripravi in bo kmalu ugledala luč sveta. To so pa praktično tudi vse dopolnitve statuta, ki so pred vami na mizi. Hvala lepa. Torej, kot rečeno, malo bolj vsebinske spremembe kot v prejšnjih primerih. Tudi ta predlog je obravnavala statutarno pravna komisija, tako da, gospod Makuc, izvolite. Na isti seji 9. septembra smo imeli tudi to na dnevnem redu. Je bilo s strani direktorja Škora obrazloženo podobno, kot smo zdaj slišali. In člani statutarne pravne komisije smo takrat soglasno, bili smo samo 3, ker sta 2 manjkala, sprejeli sklep, da predlagamo občinskemu svetu Tolmin, da se izda soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta javnega zavoda Posoški razvojni center. Hvala lepa. Tako da jaz zdaj odpiram razpravo, koliko so glede teh predlaganih sprememb, kakšna vprašanja ali pa predlogi. Vkolikor ne, potem bi tudi te spremembe in dopolnitve statuta dali na glasovanje. Tukaj je pa samo ena obravnava, kajti mi samo podajamo soglasje. Pa preverimo prisotnost. In glasujemo. Tudi te spremembe smo soglasno podprli, s čimer se zaključuje 7. točka. In prihajamo k 8. točki dnevnega reda. Jaz upam, da mi ne bo nihče zameril, če rečem, da je ta prva na današnjem dnevnem redu, ki je res vsebinska, glede na to, da odlok o mediaciji smo z tistega vsebinskega vidika v prvi obravnavi širše obdelali in da so naslednji bili bolj kot ne tehnokratski ali pa mogoče malenkost, vsebinski je pa ta malo globlji. Tako da danes bomo obravnavali to prometno strategijo, s katero si nekako postavljamo cilje na področjih vseh oblik prometa, od hoje, kolesarjenja, javnih prevozov, parkiranja, motornega prometa za naslednjih 7 let. Jaz iskreno nisem najbolj fan teh dolgoročnih strategij, imam reč kakšne bolj konkretne akcijske načrte, ampak je pa dobro, da imamo za taka pomembna področja tudi kakšen širši okvir, ki je potem navodilo oziroma usmeritev pri načrtovanju projektov, predvsem, ko gre za urejanje cest, ulic v prihodnjih proračunih, pa konec koncev to je zelo pomembno tudi osnova za pridobivanje tako državnih kot evropskih sredstev. Jaz mislim, da smo jih ene par sej nazaj smo novelirali oziroma držali pri življenju eno od prejšnjih strategij, zato da smo lahko tudi na enem razpisu za evropska sredstva kandidirali.
Tako da je tudi tukaj zelo pomembno, da so stvari, ki jih planiramo delati, vključene v to strategijo in da strategijo imamo sprejeto. In konec koncev bila je to tudi priložnost, da smo dobili nekaj odziva, informacij direkt z terena od naših občanov, od predstavnikov različnih deležnikov, od šolstva, turizma, gospodarstva, različnih demografskih skupin in da so tu not pol dejansko tudi neke potrebe, ne samo neke teoretične smernice. Tako da jaz bi dal tukaj besedo gospe Mateji Kutin, ki je v imenu pripravljavca, torej Posoškega razvojnega centra skrbela za pripravo, koordinacijo priprave, potem bomo pa skozi razpravo še kaj obdelali, tako da izvolite. Hvala lepa županu za besedo in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, vsi prisotni. Kot je že župan povedal, je občina pridobila sredstva in se odločila za pripravo občinske celostne prometne strategije in nas izbrala kot zunanjega izdelovalca, z nami pa je sodelovalo tudi podjetje Locus. Gre za strateški dokument, ki na enem mestu združuje vse te različne mobilnosti, vendar pa velik poudarek daje predvsem na spodbujanju trajnostne mobilnosti, na spremembi potovalnih navad, na izboljševanju pogojev za hojo, kolesarjenje, javni potniški promet, alternativne oblike mobilnosti in sprejeta strategija odpira občini možnost kandidiranja na javnih razpisih, ki bodo v prihodnosti objavljeni. Sam proces priprave je precej določen bil strani države, bile so pripravljene smernice, ki so določale sam postopek, po drugi strani tudi predpisovale vključevanje javnosti, tako da je bila javnost res na različne načine skozi celoten proces vključena. Že takoj v začetku je bila oblikovana ožja delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki občinske uprave, potem je bila tu širša delovna skupina, kamor so bili vključeni najrazličnejši ključni deležniki. Z nekimi skupnimi usmeritvami je potem občina kontaktirala te deležnike, da jih je pozvala v ta vključujoč proces. Tu so bili poleg drugih predstavnikov občinske uprave, predstavniki občinskega sveta, krajevnih skupnosti, sveta za preventivo, policije, komunale, zdravstvenega doma, šolstva, vrtcev, medobčinskega društva slepih in slabovidnih, skratka najrazličnejši deležniki, ki so pokrivali različna področja, s tem smo tudi mi dobivali različne odzive, opozarjanje na različne problemske točke, na različne izzive, ki so povezani s prometom. Poleg teh delovnih skupin smo pripravili tudi javne razprave, razstave, dogodke, anketo za splošno javnost. Anketa je bila izvedena med zaposlenimi pri 2 večjih zaposlovalcih, med osnovnošolci 3., 5. in 7. razreda 2 osnovnih šol. Intervjuji so bili opravljeni s ključnimi deležniki. Že tekom procesa pa je nastal tudi ta spletni zemljevid, kamor je imel res vsakdo ob kakršnikoli uri, tudi če je bil zaseden, ko so potekale javne razprave ali pa kakšni dogodki, je imel možnost povedati v začetku, kaj ga bremeni, v nadaljevanju pa tudi predlagati ukrepe skozi ta zemljevid. Še eno novost je prinesla ta generacija občinskih celostnih prometnih strategij, in sicer presojo kakovosti. To smo bili deležni tekom procesa 2-krat, to je predpisano strani države. Občina je dobila zunanjo presojevalko, ki je najprej pregledala prvi del vseh gradiv do takrat pripravljenih, se pravi do poglobljene analize in opredeljenih strateških vodil. To je pozitivna ocena strani presojevalke, je bila zelena luč, da lahko nadaljujemo. In drugič pa je presojevalka pregledovala dokument, kot ste ga dobili tudi vi v gradivu, se pravi pripravljen dokument z opredeljenim akcijskim načrtom. In
Tudi tokrat smo dobili pozitivno oceno, kar je pomenilo, da lahko zaključimo ta proces. Vizija in cilji. Ti so bili opredeljeni. Vizija je bila v bistvu skupaj s širšo delovno skupino pregledana prejšnja strategija, obstoječe druge strategije in nekako nadgrajena v to, kar je zapisano v tem dokumentu. Cilji so bili tudi predpisani strani države. Edina stvar, ki smo lahko jo na terenu naredili, je bila prioritizacija teh ciljev in dopolnitev teh ciljev, če pač vidimo, da nekaj bi specifično želeli izraziti. Tako smo dobili tudi 2 dodatna cilja. Poleg tega, da je širša delovna skupina rangirala te cilje, smo jih dali tudi v razpravo, tako da je tudi tukaj sodelovala javnost in da imamo danes rangiranih 9 ciljev zapisanih v strategiji. Strategija obravnava 5 stebrov mobilnosti: celostno prometno načrtovanje, hojo, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni in mirujoči promet. Vsak od teh stebrov je v dokumentu predstavljen, kakšno je današnje stanje, kakšne so priložnosti, ki so bile zaznane tekom procesa in katere so prioritete. Sledi najpomembnejši del, se pravi ukrepi z akcijskim načrtom. Akcijski načrt je pripravljen za 7 let. Vsak ukrep ima opredeljenega nosilca, finance, zahtevnost, vire financiranja. V akcijskem načrtu niso samo ukrepi, ki so v pristojnosti občine, ampak smo tukaj vključili noter tudi nekatere, ki so v domeni države, vendar pa so za občino tako pomembni, da je z vidika celostne obravnave tega področja smiselno vključiti tudi te projekte. Na tej karti smo želeli prikazati skupek vseh teh želja, ukrepov zapisanih v strategiji. In če grem recimo po teh stebrih, če pogledamo, celostno prometno načrtovanje vključuje mehke ukrepe. Gre za ukrepe promocije, ozaveščanja, krepitve sodelovanja s sosednjimi občinami, znotraj regije, z občani. Po drugi strani pa tudi načrtovanje dostopnosti in izvajanje strategije s spremljanjem napredka. Pri stebru hoja so vključeni ukrepi, ki so usmerjeni v vzpostavitev varnega, prijetnega, dostopnega okolja za pešačenje. Se pravi, občina se bo osredotočala na izboljšanje površin za pešce v naseljih, za urejanje povezovalnih poti med naselji, kar se kaže kot nek manko, potem v povečanje privlačnosti z raznimi urbanimi opremami, z ozelenitvami, posodobitvami javne razsvetljave, kar dela te pešpoti privlačnejše za uporabnike. Pri stebru kolesarjenja so poudarjene vzpostavljanje povezane, varne in privlačne kolesarskega omrežja. Poudarki so na urejanju tako lokalne kot državne cestne mreže, na sistematičnem odpravljanju problematičnih točk, urejanju počivališč, parkirišč, kolesarnic in podobno. Za povečanje privlačnosti javnega potniškega prometa so predvideni ukrepi izboljšanja ponudbe oziroma prilagajanja te ponudbe potrebam, izboljšanje voznih redov, povečanje frekvence. Potem je tu vključeno testno uvajanje primestne avtobusne linije, pokrivanje podeželja s prevozi na zahtevo, med ukrepi pa je tudi urejanje multimodalnih točk, avtobusnih postajališč in celovita modernizacija bohinjske proge. Zadnji steber je mirujoči in motorni promet. Tu pa gre predvsem stremijo ukrepi k temu, da se izboljša pretočnost in varnost cestnega omrežja, kljub temu, da trajnostna mobilnost ne podpira toliko teh infrastrukturnih ukrepov, ampak glede na situacijo, kakršna je v občini, je pač tudi to potrebno. Po drugi strani pa imamo tu ukrepe za umirjanje prometa v urbanih območjih in v občutljivih območjih narave.
Pomemben del stebra pa je tudi celostno upravljanje mirujočega prometa. Sprejeto strategijo seveda proces ni zaključen. Sedaj je pred občino izvajanje teh ukrepov in spremljanje izvajanja teh ukrepov. Država je namreč predpisala obvezne kazalnike, ki jih je občina dolžna vsako leto poročati, oziroma kazalnike izvedbe vsako 3., 5. in 7. leto poročanja. Kazalniki so zbrani v načrtu spremljanja kazalnikov, kjer je tudi predstavljen ves postopek pridobivanja teh vrednosti teh merjenih kazalnikov. Toliko na kratko z moje strani. Hvala lepa. Zdaj, sam dokument skupaj s pripadajočim akcijskim načrtom sta obravnavala dva odbora. Kot prvi odbor za gospodarske javne službe in promet. Tukaj bi za poročilo prosil Gregorja Lapanja. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. To točko smo tudi mi obravnavali na 13. seji odbora za gospodarske javne službe in promet. Ravno tako je nam predstavila Mateja Kutin za dodatna pojasnila, poleg je še Nika Gerbec pristopila, tako da na koncu smo oblikovali sklep, da smo bili seznanjeni s celostno prometno strategijo občine Tolmin in ga posredujemo občinskemu svetu nadaljnjo obravnavo. Ob glasovanju je bilo prisotnih 6 članov in soglasno potrjen. Hvala lepa. Je pa predlog obravnaval tudi odbor za okolje in prostor. Tukaj je predsednik Renato Leban odsoten, tako da gospod Vezovnik boste vi namesto njega. Do, super. Dober večer. Strategijo je obravnaval tudi naš odbor. 7 nas je bilo prisotnih in 7 smo tudi potrdili, nas je potrdilo. 2 naša člana sta tudi sodelovala v razpravi, Vojko Žagar in Sergij Čuječ. Dala sta nekaj pripomb, tako kot tudi člani iz drugega odbora. Pripombe so v zapisniku, niso pa nekako bile posredovane javnosti, ampak šle so v bistvu v smer operacionalizacije te strategije. V bistvu se je pogrešalo malo konkretnosti. Toliko. Hvala lepa. In mogoče na tej točki odpiram razpravo glede samega dokumenta, tako da izvolite. Ukolikor, izvolite, Gregor Rodman. Hvala za besedo. Jaz bi vprašal glede parkirne hiše. Malo slabo razumem, mi ni bilo točno jasno. Ko piše tam nove prioritete nove občinske celostne prometne strategije, je pod prvo točko napisana izgradnja parkirnih hiš in potem, ko gledam pa cilje, pa ni parkirne hiše sploh omenjene. Sicer pa jaz sem tam gledal, da pol pa piše, da preveritev možnosti izgradnje hiše bo do 2028 bo vloženih 12 000, pa neka zahtevnost težka. Zanima me, kdo bo to naredil? A bo to občinska uprava naredila, a bo to neka zunanja študija? 12 000 za eno zunanje študijo se mi zdi malo, zdaj, če pa občinska uprava delala, pol pa navod 12 000, ne? Mislim, kaj je tukaj notro teh 12 000? Kaj je s parkirno hišo? A je to opcija, me zanima. Moje mnenje je, da sigurno je to težk projekt, da mi, kdaj bomo prvo lopato zakopali, je pač se zaprašati. Kakšno je pa naše mnenje, kaj bi se lahko naredilo, pa mislim, da ni treba, da traja do 2028. To je prva stvar. Se pravi, še eno vprašanje je, kaj nam preprečuje, da ne bi bilo čez eno leto
ideja, česa si mi točno želimo na mizi. Hvala lepa. Samo na začetku za pojasnilo, ker je bilo nekaj vprašanj vezanih tudi tako zelo operativno, mogoče kot na občinsko upravo, vodstvo občine, kako bi k temu pristopila. To v tej točki ni delovni načrt občine, ampak je strategija, ki je pripravil zunanji izvajalec v sodelovanju sicer tudi s člani občinske uprave, pa predvsem z javnostjo, ki ne bi nek nabor prioritet nabrala in ki je potem lahko nek vhodni podatek, vhodni dokument pri oblikovanju proračunov, načrtov razvojnih programov, kjer se potem mi kot občinski svet v sodelovanju z občinsko upravo odločimo, kaj od tega, kaj iz tega pladnja predlaganih ukrepov bomo, s kakšno časovnico pa kakšnem finančnem obsegu delali. So pa vprašanja na mestu, za 12 jurjev ne dobiš prav dosti, tako da jaz predajam besedo tukaj po želji ali predstavniku pripravljavca, gospe Matej Kutin, ali pa naši sodelavki Niki Gerbec, ki je bolj aktivno strani občinske uprave sodelovala, tako da predlagam, da se same odločite glede na vsebino vprašanj. Lep pozdrav tudi z moje strani. Kot predstavnica občinske uprave sem pri tem dokumentu sodelovala kot koordinatorka, pa kot članica ožje, pa tudi širše delovne skupine. Konkretno na to vprašanje je pa tako, v prioritetah smo zdaj še enkrat preverili z Matejo, je prišlo do napake, zato ker je vedno v dokumentu bila ta parkirna hiša kot pač eden izmed načrtovanih ukrepov. Potem pa smo se odločili, da pač ne moramo, se tudi nam ni zdelo smiselno, da bomo parkirno hišo kot tako dali v strateški dokument, ker se srečujemo z istimi vprašanji. Zato smo se odločili, da bomo pač šli najprej v neko preveritev, ali to sploh potrebujemo ali ne. Zakaj smo dali 2028? Zato ker vseeno se pač v naslednjih letih najprej planira preveritev možnost obstoječih parkirnih mest, kapacitet in tako naprej in potem v sklopu tega bo verjetno prišlo tudi do odgovora, ali rabimo parkirno hišo ali ne. In ocena stroškov je pač bila neka ocena, ki smo jo v tistem trenutku smatrali, da je nekako smiselna za preveritev pač te izgradnje parkirne hiše. Tako da bomo pa pri tem v prioritetah še pogledali možnosti, če lahko pač samo damo ven ta navedbo, da je izgradnja parkirne hiše prioriteta. Tako, upam, da sem odgovorila. Hvala. Ja, potem je verjetno smiselno narediti ta popravek in hkrati za današnjo razpravo tudi možnost, da parkirna hiša ni prioriteta. Ampak ja, nadaljujem z razpravo, z vprašanji. Ja, okoliko drugih vprašanj. Izvoli, Grega. Vedno rad počakaš, da že poskusim zaključiti. Lahko parkirna hiša ni prioriteta, je pa sigurno za prebivalce Tolmina parkiranje v območju Žagareve, Gregorčičeve in prekomorskih brigad. Staro mestno jedro, ja, hvala za dodatek. Težavno in za nas je to, za mene osebno je to prioriteta. Jaz, če bi lahko povedal eno stvar, ki bi si želel v občini Tolmin, je to rešitev problema parkiranja na tem območju. Ja, hvala. Se pridružujem. Še kakšno vprašanje, predlog? No, koliko drugih predlogov ni, potem bomo šli na odločanje glede predloga te celostne prometne strategije. Preverimo prisotnost. Glasujemo.
Ugotavljam, da je predlog s 13 glasovi za in 2 vzdržanjima sprejet, s čimer je sprejeta tudi celostna prometna strategija občine Tolmin. S tem zaključujem 8. točko dnevnega reda, se zahvaljujem tudi poročevalki in pa sodelavki za vsebinske argumente in pa poročilo. Ja, se tako, kot je bilo rečeno, gre za neko vodilo, za neke usmeritve, ki pa jih je treba po zdravi pameti potem tudi razširiti ali pa zožati v tisto, kar je dejansko potreba občank in občanov, ki pa so sodelovali v različnih, bom rekel, fazah priprave tega dokumenta. Tako da načeloma v strategiji tudi slikovno, zemljevidi, pa tudi vsebinsko je povzeto, kaj so bili predlogi. Je pa dejstvo, da je parkirna problematika tudi z vidika občinske uprave en večjih, bom rekel, izzivov, da se celovito uredi in na tem področju, bom rekel, da z nekimi konkretnimi ukrepi bo treba poiskati kakšen drug vir, da pač sama strategija je tukaj zadevo obravnavala bolj splošno, kar je verjetno tudi čisto skladno z metodologijo priprave, ki jo določa država, mi smo jo pač po tej metodologiji pripravili. Če hočete, imamo eno kljukico, ki nam omogoča nadaljne korake, bolj operativne pri pridobivanju sredstev za projekte, investicije, ampak na koncu pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, kako se reče, tako da bomo mogli le sami zagristi tudi v parkirno problematiko. Zdaj po točko 9 imamo pa razpravo in sklepanje o eni spremembi načrta razvojnih programov za obdobje 25-28, ki vam bi jo kar sam predstavil. Vse gradivo ste dobili, pa vseeno, da je jasno, o čem bomo odločali. V tekočem proračunu imamo med drugim v tistih projektih sanacije po poplavah leta 2023 tudi projekt sanacije plazu Gaberje, s katerim so planirani gradbeni ukrepi za zavarovanje tega problematičnega dela naselja in zavarovanje objektov, stavb in drugih zadev, da se ta plaz pač sanira, tako kot je treba. In moram reči, da vsi te projekti, te bolj zahtevni, ki niso bili urejeni v sklopu tistih sanacij skozi predplačilo, ki zahtevajo bolj kompleksno projektiranje, kjer gre pač za neke močne, bodisi za ledne vode, geologijo, hidromehanične procese, so zahtevali in bodo še zahtevali kar zahtevno projektiranje, predvsem, ko gre za pripravo PZI projektne dokumentacije. In ko pogledam drugo leto skozi načrt razvojnih programov, pa tudi sicer skozi število in obseg tega, kar nas čaka, kjer sicer dobimo na eni strani 100% refundacijo strani države in je treba biti pošten, imeli tudi pomoč pri projektiranju strani državne tehnične pisarne, ampak že samo priprava od javnih naročil, pa potem izbora izvajalcev, nadzora, spremljanja izvedbe projektov, ki pa odpade v celoti na občino, moram reči, da bo predvsem naš oddelek za investicije in razvoj v letu 2026 zelo obremenjen s tem, tako da bo treba to mogoče tudi v eni od bodočih sej, ko bomo o proračunu govorili, upoštevati. Ampak, da se vrnem, zakaj gre pri tej spremembi NRP-ja. Torej, tukaj je izdelana projektna dokumentacija bila in naslednji korak je izbor izvajalca prek javnega razpisa, pri čemer je ocenjeno, da bi izvedba trajala nekje med oktobrom 25 pa marcem 26. Zdaj, ko imamo projektno dokumentacijo, lahko gotovimo, da je projektantska ocena vrednosti teh del 353 tisoč evrov 380
in da je zaradi povišanja, glede na tisti osnovni popis, ki smo ga dali noter v program ob evidentiranju škode po poplav in ocene, koliko bojo sanacije prišle, je potrebno seveda ta znesek prilagoditi glede na dejansko projektantsko oceno, da lahko potem čim prej pristopimo k izpeljavi javnega razpisa. Mi javni razpis ne moramo objaviti, če nimamo zagotovljenih sredstev v tekočem letu in pa v NRP-jih za naslednja leta. Zato je predlog, da se, samo da ne bom narobe rekel, zagotovi za izvedbo projekta potrebnih dodatnih sredstev v letu 26 in sicer povečanje iz veljavno-planskih 215 na 370. To je mečkan več, kot je projektantska ocena, verjetno zato, da imamo nekaj rezerve. Zdaj, kar je pomembno še enkrat, v celoti bo po zaključku to refundirano strani države glede na sredstva, ki jih bomo porabili. Ampak bomo pa mogli to zalagati, obljubljeno je strani Ministrstva za naravne vire in prostor, da bo to zelo ažurno po vlogi, po vlaganju zahtevkov refundirano in zaenkrat dosedanji primeri niti niso sporni. Ampak kot rečeno, v aprilu 2025 je bilo z rebalansom, je bilo to uvrščeno tudi v državni proračun, tako da mi dejansko potrjen projekt že imamo, da bo refundiran, da je potrjen strani ministrstva. To, kar delamo danes, je v bistvu to, kar nam določa odlok o proračunu občine Tolmin, in sicer za 20% se izhodiščna vrednost spreminja, se pravi za več kot 20% in zaradi tega je to potrebno na občinskem svetu sprejeti, koliko hočemo razpoložljiva sredstva primerno povečati, sicer k javnemu naročilu ne moramo pristopiti. Če ta sklep danes sprejmemo, se omogoči, da se za ta projekt zagotovi dodatna sredstva v letu 26, s čimer se lahko letos, še preden se lotimo proračuna za 26, omogoči objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških del in s tem izvedbo del v skladu s postavljeno časovnico projekta. Vkolikor bi čakali na samo pripravo proračuna, bi pač še za 2 meseca zamaknili začetek del, pa že tako smo zdaj v letu 25, tako da jaz mislim, da je smiselno, da ta sklep sprejmemo. Vpliva na proračun občine praktično nima, ker kot rečeno, kolikor bomo za to dali, toliko bomo od države nazaj dobili, moramo pa ta sredstva, kot rečeno, imeti, ker bomo zalagali. To je nakratko to. Imamo veliko teh projektov še tudi v letu 26 za speljati, ampak ta pa je glede na projektno dokumentacijo, ki je pripravljena, toliko delež, da lahko štartamo že letos z njim in predlagam, da to spremembo načrta razvojnih programov opravimo in pristopimo k sanaciji že letos. Tako da teh sprememb na delovna telesa ponovadi ne dajemo, tako da jaz tukaj samo odpiram razpravo glede predloga. Koliko vprašanj glede tega ni, bi jaz to spremembo načrta razvojnih programov za obdobje 25-28, ki pa se navezuje, kot rečeno, na leto 26, na ta projekt sanacije plazu Gaberje dal na glasovanje, tako da preverimo prisotnost. Glasujemo. Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet, kar pomeni, da takoj po uveljavitvi tega sklepa lahko naš oddelek za investicije in razvoj pristopi k javnemu naročilu in izboru izvajalca in potem uvedbi v delo. Hvala lepa, s tem zaključujem 9. točko in prihajamo na 10. točko volitve in imenovanja, ampak preden bi s to točko štartali, pa predlagam 5-minutni odmor, samo za uskladitev nekih malenkosti, tako da za 5 minut prekinjam to sejo. Tako nadaljujemo s 25. sejo občinskega sveta občine Tolmin in sicer z 10. točko volitve in imenovanja, v okviru katere smo tekom vmesnih usklajevanj ugotovili, da je zaradi nekih proceduralnih pomanjkljivosti
ena od točk znotraj te točke še ni primerna za obravnavo, tako da bo, kar se tiče članstva v odboru za družbene dejavnosti, občinski svet odločal na naslednji seji občinskega sveta. Tako da kot prvo pa imamo v okviru teh točk odločanje oziroma imenovanje kandidata za direktorja knjižnice Cirila Kosmača Tolmin. Tukaj je bil strani mandatno-volilne komisije podan predlog, da občinski svet odloča o soglasju k kandidatu gospodu Roku Dežmanu, ki mu dajem besedo za predstavitev svoje kandidature in potem kasneje tudi skozi razpravo za kakšen odgovor na vprašanje. Izvolite, gospod Dežman. Ja, gospod župan, najlepša hvala za predstavitev in za povabilo. Seveda pozdravljeni člani občinskega sveta. Tako, mogoče res ena kratka predstavitev, torej sem Rok Dežman, prihajam iz Ljubljane, kjer tudi živim. Po svoji osnovni izobrazbi sem profesor zgodovine in sociologije, sicer sem tudi poučeval, vendar pa vsaj 15 let že delam v knjižnici, se pravi kot zaposlen, v stiku z knjižnico, v kateri službujem, torej Mestna knjižnica Ljubljana, pa sem že 25 let, se pravi od takrat nekako sem v stiku z knjižničarskim delom. Knjižnica, ki sem jo omenil, je pač zadnjih 15 let moj delodajalec in naučila me je ogromno nekih vsebin, veliko veščin in znanj sem pridobil, tudi omogočila mi je mednarodna sodelovanja in udeležbo na različnih dogodkih. Sedaj pa verjamem, da sem si v bistvu nabral kar nekaj izkušenj in želim, oziroma pač imam željo in ambicijo vse te vsebine, ki sem jih nekako že spoznal ali pa sem se z njimi srečal, dograditi naprej. Zato sem tudi vložil željo za kandidaturo in pripravil nek okviren strateški načrt svoje kandidature. Mogoče omenjam še to, da sem resnično pač začel službovati v knjižnici, s študentskim delom pač nadaljeval čisto običajnih delih, ki jih knjižničar pozna, torej informiranja, svetovanja, in potem se razvijal naprej v različnih prireditvenih dejavnostih, torej tudi PR službi in nazadnje sedaj vodim ekipo 6 zaposlenih, ki skrbi za koordinacijo storitev največje splošne knjižnice. Torej gre za predvsem stik z uporabniki, torej izobraževanja, prireditve, projekti, tisto sicer netipično knjižničarsko delo, torej kar zakon o knjižničarstvu govori kot knjižnični službi, poleg njene osnovne naloge, torej spodbujanja bralne kulture in bralne pismenosti. Kaj v resnici si jaz pravzaprav želim, da knjižnica je, no vsaj strateški načrt, ki bi ga želel oblikovati, torej ena prvih nalog, ki bo, je torej strateški načrt knjižnice za leto 26 in 30, je to, da knjižnica seveda ostane prostor v knjig in pa spodbujanja bralne kulture. To je tisto osnovno poslanstvo in pa seveda, iz katere izhaja knjižnica, pravi knjižnična zbirka, torej, da je ta aktualna, zanimiva, taka, da vabi, privabi in opolnomoči. Kako se gradi poslanstvo knjižnice, torej z storitvami in pa nagovarjanjem uporabnikov, da je knjižnica prostor skupnosti, torej že v bistvu lokalni strategiji kulture, ki jo je sprejela občina Tolmin, je knjižnica sicer seveda omenjena kot partner, je pa tudi strategija razvoja, tudi tista, s katero mora knjižnica vstopati kot v bistvu nek deležnik oblikovanja prostora skupnosti, torej v tem primeru skupnosti kulture. Naloga knjižnice je tudi, da ohranja spomin mesta in pa v odzivu na trenutne situacije, torej da skrbi za agendo 2030, torej za zeleni prehod z vsebinami
In knjižnica kot prostor, ki je pravzaprav kulturna inštitucija, kamor lahko vsakdo tudi brezplačno pride po informacijo. In knjižnica mora tu nuditi te informacije, nudi jih primarno seveda z gradiva, ki je njeno osnovno poslanstvo. Povedal sem, da sem pač rojen v Ljubljani in da živim v Ljubljani. Seveda, tudi danes sem se iz Ljubljane pripeljal. Zakaj si želim priti tako daleč, bi rekli? Želja je to, da Ljubljano že poznam. In poznam tudi zakonitosti, ki so tam. Verjamem pa, da vsaj moja ideja je, da napredek gradimo z solidarnostjo oziroma s sodelovanjem. In jaz verjamem, da v manjših skupnostih je to sodelovanje precej lažje vzpostaviti, ker smo tesno soodvisni drug od drugega. V glavnem mestu pozabljamo na to in priznam, da je mogoče to neka moja želja po umiku in spoznavanje nekih drugih oblik dela. V tem primeru tudi stavim na to, da je moja politika politika sodelovanja in to si želim in verjamem, da tudi pač v kolektivu, ki ni velik, hkrati pa ni majhen, je osnovna podstat zdrava komunikacija. Zato sem sicer tudi v prilogi, ki sem jo pač oddal kot svojem načrtu, veliko govoril o komunikaciji in komunikacijskem načrtu, ker verjamem, da je zelo pomembno za organizacije dobro dodelan način korporativnega komuniciranja. Torej, da vemo, kako se komunicira znotraj inštitucije in pa kako ta komunicira navzven. Tako zdaj bi pa mogoče pač dal se neke osnovne smernice. Še mogoče to, no, seveda, v želji tega tudi načrtujem, da bi se v nekem krajšem času preselil v to okolje. Hvala lepa. Zdaj bomo še se seznanili s poročilom Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, ki je vaša kandidatura že obravnavala, potem pa po potrebi vas bom prosil še za kakšen odgovor na vprašanje svetnikov, najprej pa besedo gospodu Bratušu v imenu komisije. Hvala za besedo. Pozdrav tudi z moje strani vsem prisotnim. Sklepanje o predlogu soglasja k imenovanju direktorja knjižnice Cirila Kosmača Tolmin smo obravnavali na 23. seji Komisije za mandatna vprašanja in sicer v torek 9.9. po opravljeni razpravi ob prisotnosti vseh 5 članov komisije smo sprejeli naslednji sklep. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu občine Tolmin predlaga, da se izda soglasje k imenovanju Roka Dežmana za direktorja knjižnice Cirila Kosmača. Hvala lepa. S tem pa odpiram razpravo in vam dajem možnost za postavitev vprašanj kandidatov. Izvolite. Izvolite, gospod Mešnar. Lep pozdrav. Hvala za predstavitev, kratko in jedrnato. Zdaj se malo ste že odgovoril, takole, za to motivacijo, ker to mi je bilo ta prvo, tako ko sem pomislil, tako za ki bi iz Ljubljane recimo prišli sem, to ste že malčko odgovoril. Me pa vseglih tukaj not, sem tako dva sklopa vprašanja, pa če nam pa še enkrat prišel gor. Eno je malo prav vezano prav na ta del bolj, kam prihajate. In sicer me malo zanima, kako pričakujete, kako vidite recimo se vživeti, kot pač glih ste živeli celo življenje v Ljubljani, pa tako v tem mestnem načinu, kako pričakujete, da se boste vživeli, pa temu to bolj podeželsko okolje tukaj, ki ima tudi eno specifično kulturo in identiteto. Tako da iz tega ven recimo ste omenili, da ste tudi zgodovinar,
me tudi malo zanima, koliko poznate te zgodovinske recimo razmere, kako je to raslo gore, tukaj to knjižničarstvo. Tu imam predvsem v mislih tudi malo, se pravi, da bi nekako nadaljevala tale razvoj knjižničarstva, ki se je tu zastavil. Imam seveda v mislih tudi te zgodovinske okoliščine med vojne in potem med obema vojnama in potem naprej. In pa to, recimo, tukaj je kar ta, pomembno je tudi to zamejstvo, recimo, tukaj mogoče, recimo Ljubljana in center, tukaj je kar pomembno tudi to sodelovanje. Zdaj noter, recimo, v tem programu, tega nisem videl nič omenjenega, pa me zanima, kako vidite to sodelovanje z zamejskimi Slovenci, recimo tule v Čedadu, v Vidmu. Tako, pa še mogoče na taka lih vprašanje, mi je prav padla, se neko, da lih malo preverim. Kje mislite, oziroma kaj vi menite, oziroma kjer dogodek zgodovinsko bi dali kot najbolj odmeven ali pa pomemben tako v Tolminu? Hvala lepa, izvolite. Ja, najlepša hvala, upam, da bom uspel na vse odgovoriti. Ja, kar se tiče, se pravi, te selitve, oziroma umika iz Ljubljane, ja, malo sem že omenil, jaz osebnostno sem sicer človek, ki kar rad nastopa, vodim, ker običajno tudi zelo rad vodim prireditve, dogodke, torej sem vpet v okolje, zelo socialen po svojem karakterju. Se pravi, se ne izogibam socialnih stikov in verjamem, da jih bom uspel tudi v takem okolju, ki je drugačno, manj polno nekega vrveža kot center Slovenije, da jih bom uspel vzpostaviti. Seveda verjamem, da je prihod v neko tako okolje, ne nazadnje tudi v inštitucijo, kjer nikogar ne poznam. Svojevrsten izziv in vendar zato tudi res poudarjam tudi to komunikacijo, ki je se pravi ključnega pomena. Verjamem pa, da je potreba po temu, da malo bolj intenzivno stopim v stik z okoljem, ker tudi zato sem takoj, ko je ta postopek se sprožil, začel razmišljati o možnosti selitve, ker se mi zdi pač pomembno, da preko Zooma, če se zdaj pošalim, je pač težko voditi in zavod in težko vstopati v odnose. In verjamem, da bom človek, ki bom skrbel za ohranjanje stika in bom sodeloval na javnih prireditvah in se na ta način poskušal vklapljati. Kaj se mi zdi pomembno? Ja, navezovanje stikov, torej že, kot sem že omenil, že samo strategijo razvoja in zelo mreži kulturne inštitucije. In tu se v bistvu odpirajo področja. Mogoče eno izhodišče, na katerem bi lahko vsaj ta področja, ki so ob meji, so se zdaj mogoče eno super izhodišče, je bil že Evropska prestolnica kulture, kako v resnici v bistvu narediti nek spoj, pa ne potrebuje biti tu nek laskav naziv za to, da kulturne inštitucije med seboj sodelujejo. Ja, tudi okolje, v katerem smo tu, je zaradi tega je knjižnica, ki jo imate, uspešna in tudi dosega v strukturi in hierarhiji slovenskih knjižnic zaseda prva mesta, zaseda jih pa tudi po bralni kulturi, izposoji gradiva, zato ker je odnos do jezika precej drugačen, kot pa smo ga vajeni mi v Ljubljani. Pač borba za jezik in pa ne nazadnje pač že ta pomemben mejnik, ki smo ga praznovali včeraj s priključitvijo Primorske. Zato tudi, jaz mislim, da je to zagotovo lahko en tistih pomembnih zgodovinskih momentov tudi za to okolje. Seveda pa
jih je tu nešteto, ne. Že spomini na Prvo svetovno vojno, in ki so močno zaznamovali to okolje in potem tudi čas med obima vojnama. Mislim, da je tudi ta afiniteta, ki ste jo vi izpostavili. Jaz sem pač profesor zgodovine in en kratek čas sem tudi poučeval zgodovino in sem bolj zgodovinar kot sociolog. Rad pa seveda tudi po sociološko opazujem okolico. Upam, da sem. Mogoče še to sodelovanje z Zemljsko. Ja, tu bi jaz v resnici v bistvu pač stopal po nekih takih gabaritih, kot so bili mogoče zdaj vzpostavljeni tu z EPK-jem in podobno, ne, kako v resnici v bistvu iskati neke stične točke in če ne drugega v resnici samo že ohranjati neko kulturo, ki je prisotna, vendar jo pač povezati z dvema jezikoma in v bistvu uzreti na dogodke, kako pač gleda na njih ena država in druga. Ne. Hkrati pa seveda pač vstopati v dvojezičnost. Ne. Se pravi, se pač hkrati zavedati tega, da meje med državami tu ni več, ne. Hkrati pa je še vedno močno zasidrana tudi iz tega, ne, iz borbe pač za sam jezik in za razvoj bralne kulture in pismenosti. Hkrati pa absolutno pa konkretno pač v bistvu vstopati v te interakcije. Predvsem pa mogoče je tu še en segment, ki ga sicer v sami predstavitvi v osnovi nisem omenil, je pa zapisan v tem predlogu, ki sem ga poslal. Ekokarta je neka taka zelo prikladna reč, ki jo v resnici v bistvu dostikrat se poslužujemo, ko detektiramo svoje okolje, v katerega je neka inštitucija umeščena. Torej, z ekokarto mi v resnici pač postavimo sebe v središče in hkrati pač delamo neke kolobarje okoli nas in iščemo ljudi oziroma inštitucije, posameznike, ki so nam blizu, oziroma iščemo pač iz tega eko-okolja inštitucije, ki pa bi se jih morda radi obvarovali. Ne. Torej, kdo je naš prijatelj in kdo ni. Ne. In v bistvu bolj, ko širimo te kolobarje, bolj v bistvu navezujemo stike ali pa pač vzpostavljamo neke distance. In tu je zagotovo pač v prvi vrsti tudi za neko tako področje pomembno detektirati to lokalno okolje. Ne. In v bistvu narediti v tem primeru pač neko analizo okolja ali ekokarte, kdo so te potencialni partnerji za sodelovanje z manjšino. Hvala lepa. Nadaljujemo z vprašanji. Jejda Rodman, izvolite. Hvala za besedo. Jaz sem eno iz Fepca, pa mogoče tudi malo praktično vprašanje. Zanimajo me razlike v bralni kulturi v Tolminu in v Ljubljani. To se kaj spreminja? Mislite, da so neke specifike našega kraja? Saj nazadnje je to tudi za vas relevantno vprašanje. Na bralno kulturo v Ljubljani v resnici v bistvu močno vplivajo v bistvu tudi vsi migracijski tokovi, ki pač prihajajo v Ljubljano in pa vsi priseljenci v resnici. Ne. Zanimiv podatek je, da je v splošni knjižnici v Ljubljani ima skoraj manj uporabnikov, ki imajo stalno bivališče v Ljubljani, kot pa tistih, ki ga nimajo. Ne. Kar je v bistvu en pomemben podatek to, koliko je v resnici v bistvu vseh tistih, ki migrirajo v Ljubljano. Ne. In to je močno spreminja bralno kulturo, ne, ker tudi je vseeno univerzitetno mesto in je drugačna bralna kultura, ker ljudje danes še vedno branje razumemo kot tisto, ko si vzamemo knjigo, torej beletristiko, in jo beremo. Strokovno gradivo
tako kot res razmisliš, ne, vzameš tudi kot branje. In tu jaz mislim, da so pač odtenki, ne. Tudi razlika je v bralni kulturi in spodbujanju bralne kulture v malem okolju, ker lahko deležniki sodelujejo na drugačen način, bolj intenzivno. Tudi pri promociji bralne kulture v Ljubljani je knjižnica sama, iskreno. Težko vstopa v interakcije z šolami, z vrtci, ker je vsaka inštitucija zelo avtonomna. In zato sem tudi omenjal v začetku, ne, da se mi zdi, da so mala okolja precej bolj hvaležna pri izgradnji večjih in pa višjih ciljev. In tu je razlika. Hvala lepa. Zdaj nekaj smo že slišali tudi o teh lokalnih specifikah. Najprej bi to rekel, če boste potrjeni, pa če boste s svojim delom spodbudil kakšno dnevno migracijo iz ostalih občin več v Tolmin, potem imate sigurno pri meni kakšno bonus točko. Ampak veliko je bilo že povedanega o odnosih, veliko je bilo povedanega z nekega družboslovnega, humanističnega vidika, kar je konec koncev v čistem sozvočju tudi s poslanstvom knjižnice. Mene pa vseeno zanima še tudi tisti drugi del, vendarle je direktor knjižnice tudi neke vrste menedžer, ki vodi institucijo, njen letni proračun, konec koncev operira z infrastrukturo v lasti knjižnice, organizira delovne procese. In v zvezi s tem me zanima, katere vzvode mogoče vidite kot primerne oziroma kot tudi vezane na to lokalno specifiko. Jaz za knjižnico nisem 100%, ampak en tak zanimiv podatek, območje upravne enote Tolmin, pa območje zdravstvenega doma Tolmin je de facto po površini največje v Sloveniji, ne. Zdaj za knjižnico nisem 100%, glede na to, da se stvari bolj ali manj podvajajo, smo sigurno tudi pri knjižnici Cirila Kosmača po površini, ki jo pokriva v samem vrhu v Sloveniji. In me zanima, čist tega bolj vodstvenega vidika, kar v bistvu vse to, ta funkcija vključuje, katere vzvode, katere ukrepe vidite kot pomembne, da se tako velika površina ustrezno oskrbi z vsemi storitvami, ki jih knjižnica ponuja. Tu je zagotovo, bi jaz se pravi stavil na potujočo knjižnico. Potujoča knjižnica je nova, ne. Mislim, da trenutno še po starih izračunih najdražja med sestavih potujočih knjižnic, zelo kakovostna. Tudi sem sicer lansko leto res v Ljubljani povezoval tudi festival potujočih knjižnic, ki so bili avtobusi iz cele Slovenije, tudi iz Hrvaške, z Madžarske. In ena od potujočih knjižnic, ki je na tistem festivalu dobila kar veliko palcev navzgor. In jaz verjamem, da v tem območju je potujoča knjižnica tista, ki je ključnega značaja. Kaj recimo jaz tudi tu pogrešam, pa nasploh v Sloveniji z uporabo potujočih knjižnic, je to, da so premalo uporabljene. V tujini je praksa, da potujoča knjižnica vozi od jutra do večera, se pravi v 2 izmenah, tudi ob sobotah. Seveda verjamem, da je pač ključnega značaja za dosego tega je kadrovska potrebna pač pomoč, ampak verjamem, da pri dosegu te bralne kulture v tako velikem okolju je to prednost. Prednost tudi pač najlažje je, ker mi se v zadnjih nekaj letih
srečujemo v družbi z pop-up trgovinami, pop-up dogodki. Torej vse je pač, se pravi, tako kot hišica iz kart. Zloženo za nek dogodek, za neko priložnost in potem pospravljeno in zloženo nekam drugam. Tako kot smo včasih kampirali v Braku pri Kolicah. Ne. In zdaj, fizično knjižnico je v resnici kar težko na ta način nekam postaviti. Ne. Mobilne kapacitete so pa tiste, ki bodo v bistvu to rešile. Tako da jaz verjamem, da je tudi tisto, kamor bi bilo treba investirati. Ne. Seveda je tudi v samem razvoju kulture se je pač govorilo o investiciji v fizično knjižnico, ne. Ampak jaz verjamem, da je ta tista, ki ima prednost, ne, ki je mobilna. In pa v bistvu opolnomočiti bibliobus in pa mogoče pač dodati zraven še nek spremljevalni program, ki bo bogatil bralno kulturo. Hvala lepa. Nadaljujemo. Kolega Mežner, obljubljali ste drugi sklop, tako da izvolite. Ja, bi šel se pa mogoče malo bolj konkretno na sam program. Ne. Z en del ste že odgovoril, ker namreč, ko sem se tole bral, jaz se nisem mogel znebiti občutka, pač, da je to pisano tako za mestno knjižnico. Ne, ker, ne vem, podeželja, pa tako ga nisem nikjer zasledil, ne je bilo, ne vem, zgodovina mesta, ne takole, nikjer pa ni bilo recimo tudi nekega okolja ali pa tako, ne. Tako da me zanima, kako boste nagovoril potem tudi, se pravi tudi podeželje, ne. To je ena taka, ne, ker se je lepo župan povedal, ne, pač po območju verjetno res med večjimi, ne, pa še s tem, da so ceste lahko tudi med ožjimi v državi, no, tako. To. Potem je tako čisto konkretno vprašanje, v parkrat omenjate mladino, pač otroke mladino, ne, in tudi ranljive skupine. Bi sem vprašal te ranljive skupine, kjer imate tako bolj konkretno v mislih, da je za njih potrebno posebej poskrbeti. Pol bi pa vprašal dve stvari še, se pravi ta zeleni prehod, ne, kaj recimo, kaj konkretno, tako, kako to vidite, nekaj o tem se zelo govorim, tako sem razmišljal, ne vem, pač ko po domače knjižnice se mi ne zdi problematično z strani neke ekologije ali pa tako, ne, tako jaz vidim, ne, tako da me malo zanima, glede tega prehoda še kakšno besedo. In pa mogoče, če imate pa vseglih kakšno konkretno tudi ali investicijo ali pa tako že v mislih, kako vidite, a ne, zdaj ste omenili, da pa ta bibliobus mogoče, ampak mogoče tudi kakšna bolj konkretna investicija, če že kaj imate v mislih. Tako, hvala. Hvala. Izvolite. Mogoče grem kar še od zadaj. Jaz bi se tudi v strateškem načrtu, ki ga bo potrebno narediti, pač navezoval na ta izhodišča, ki so že v sami strategiji za kulturo. Torej, zdaj prav konkretno, ko sva tudi z še trenutno direktorico se pogovarjala, je ta preureditev, se pravi samega vhoda v knjižnico, torej pri dvigalu in nekako odstranitev te steklene stene in premestitev izposojevalnega pulta. Ne. To je mogoče res pač neka taka konkretnost, da se tudi prostor ob prihodu odpre uporabniku. To se mi zdi res ključnega pomena, kako v resnici v bistvu pač neka meja, ki je, tudi če je steklena, lahko vpliva na ta prvi vtis. Ne. To. Kar se tiče zelenega prehoda, je recimo tako, no, pač mi v ta zeleni prehod danes zelo govorimo tudi o teh ciljih trajnostnega razvoja, ki jih je kar precej. In tu je naloga knjižnice v resnici pač samo slediti tej agendi 2030. Konkretno je recimo že knjižnica Cirila Kosmača ima čist razvojno razvit projekt Knjižnico semen, ne, torej to že gre v neko vsebino zelenega prehoda, kjer
kjer se ozavešča o semenih, o ohranjanju nekih kulturnih vsebin, torej kot poljskih kultur in izmenjavi teh, ne. Torej se pravi za zaščito nekega zelenega okolja. Hkrati pa zelena knjižnica v bistvu kot prostor, kjer ozaveščamo na pomen skrbi za okolje. Čist preprosto je v resnici to lahko že samo z nekimi vsebinami, z nekimi delavnicami kreativnic, ker lahko ljudje z uporabljenimi izdelki, že uporabljenimi, torej tkaninami, materiali izdelujejo nove izdelke, ki so lahko tudi za spodbujanje bralne kulture. Mi lahko recimo čisto konkretno v kreativnici šivanja v knjižnici naredimo iz odpadnih tkanin, recimo lutke, obleke nekih literarnih junakov in na ta način spodbujamo bralno kulturo ali pa pač povežemo, ne, na neke take drobnarije, ne. Zdaj, kako povezati lokalno okolje s tem? Ja, pač z spominom mesta ali pa okolja. Torej, če bomo vzeli, če se vrnem zdaj nazaj na to zgodbo, kako bi se lahko pač izdelalo neke predmete na ekološki način, pa ne bomo vzeli Shakespearja, ampak bi vzeli zgodbo Tanta Druja. Na tak način v resnici v bistvu priti nasprot ranljivim skupinam, ne? Če smo pa že govorili o ranljivih skupinah, ranljivi smo mogoče v današnji kulturi skoraj že kar vsi, ne? Kaj se malo bolj spodbuja? Ranljivi, knjižničarsko gledano, je ranljiva skupina so zagotovo mladi, zato ker sploh ta obdobje tam od 15. do 25. Tudi knjižnica takrat beleži blazen upad članstva v tem starostnem obdobju. Zato so mogoče ranljiva skupina, ker iščejo v bistvu neke informacije, pa iščejo sebe, iščejo neke informacije, iščejo stik z okoljem, zato mogoče jih knjižnica lahko tu na nek način nagovori, ne. In pa zagotovo, kot jaz opazujem, je danes zelo lahko ranljiva skupina ravno starostna skupina takoj po upokojitvi. Ker ti takrat v bistvu presekaš neko svojo kontinuiteto in pri teh uporabnikih, če so uporabniki knjižnice ali pa pač v bistvu prisotni v okolju, vidim lahko blazen potencial, kako jih v bistvu na nek način privabiti z nekimi znanji, ki jih še imajo veliko, ne, pa v stik z kulturo, knjižnico ali pa s čim drugim, širšim kontekstom kulture, ne. In te, kar so ranljivi. Jaz mogoče zdaj čisto neka osebna izkušnja, jaz sem se en teden nazaj vrnil z službene poti, na kateri sem bil preko Erasmus izmenjave in sem v mesto Alicante v Španiji in pa v mesto Madrid peljal 11 starejših uporabnikov. Tretirani so bili kot ranljiva skupina, najmlajši od njih je bil 60 let star in najstarejši 75. Mnogi od njih so se prvič peljali z metrojem, mnogi od njih verjetno tudi zadnjič. Vsi so bili ranljive skupine zaradi tega, ker so bili po nekih standardih Erasmusa razumljeni kot ranljivi. Ranljiva je bila dve gospe, ki sta bili v bistvu vdovi in se jim je zaradi tega socialni status poslabšal. Nekateri so imeli pač zdravstvene hendikepe in tako. To so v resnici v bistvu tisti najbolj ranljivi. Hvala lepa. Smo bili že kar izčrpni. Jaz lih eno vprašanje še imam, vezano na izpostavljen zeleni prihod, ampak tudi vezano širše na kulturo branja. Me zanima, kako gledate vi na distinkcijo med knjigami pa e-knjigami. V katero smer in na kakšen način? Ja, e-knjiga je za iti na potovanje bolj priročna, ne. Ampak jaz verjamem, da
zelo pozdravljam v bistvu in pozdravljam vse te tehnološke razvoje in jih razumem v bistvu kot dopolnilo. Knjiga ne bo izumrla fizična nikoli. Bralniki so kakovostni zaradi tega, ker so, ne samo da je lažje z njimi se rokovati, ampak tudi omogočajo ranljivim skupinam boljše branje, ne, povečavo besedila in podobno. Ravno tako so tudi zvočne knjige, ne, poznamo jih že vrsto let. In pozitivno dopolnilo in samo dograditev in predvsem v bistvu v digitalnih vsebinah, ki jih ponuja knjižnica, na katerih ponuja knjižnično gradivo, se tudi precej uspešno stopamo v stik z mladimi. Mladi danes v bistvu v resnici, mi se z mladimi danes borimo za to, da bodo nazaj brali v slovenščini, ker dobijo na digitalnih medijih angleško gradivo ob tlesku, slovensko pa precej težko. Hvala. Še kakšno vprašanje? Aleš, izvoli. Ja, hvala. Jaz nimam vprašanja, v bistvu imam samo čestitke za korajžo, da se je kandidat odločil, da pride k nam. Čeprav razumem, je to edini kandidat in očitno Tolminci sanjajo o dobrih službah v Ljubljani in da pa en Ljubljančan se odloči, da bo pa prišel v dobro službo v Tolmin, si lahko štejemo tudi v čast. Ne dvomim, da bo prvih 8 ur dneva preživel v redu, da ima izkušnje, da ima znanje, da bo prinesel tudi neko svežino. Upam, da bo drugih 8 ur dneva se vključil v to naše okolje, no, nekaj je že povedal. Potem ostaja pa še tretjih 8 ur, ko bo treba spati nekje, tako da jaz upam, da bo tudi kakšno stanovanje dobil. Tako da... Tako da jaz... Jaz upam, no, da če bo potrjen, da boste preživeli cel mandat, da ne boste obupal, tako da srečno. Hvala lepa. Je še kakšno vprašanje? Sicer mislim, da je Aleš kar lepo tole že povzel, da lahko preidemo k glasovanju o soglasju, ne, soglasju k imenovanju kandidata, tako da preverimo prisotnost. Glasujemo. Ugotavljam, da je kandidat s 14 glasovi za in enim proti potrjen, da podamo soglasje k njegovi kandidaturi, tako da gospod Dežman, jaz vam čestitam. Ne vem, koliko je še korakov v samem postopku do potrditve, ampak verjamem, da jih boste uspešno prišli, tako da tudi sam lahko rečem, da sem čutil z vašega nastopa velike svežine, širine, novih idej, ki jih lahko v ta prostor prinesete. Se boste pa sigurno soočali tudi s kakšnimi izzivi lokalnega okolja in vam pri tem želim veliko sreče, potrpljenja, pozitivne energije. Hvala. To pa že dolgo nismo. Ekola, mi nadaljujemo. Ne bomo imeli več predstavitev kandidatov, tako da tudi za vprašanj ne bo več mesta, bo pa samo odločanje o predlogih mandatno-volilne komisije. In sicer prihajamo k imenovanju članov sveta Zavoda za kulturo, šport in mladino. Tukaj prosim gospoda Bratoža za poročilo. Na že omenjeni seji
smo razpravljali in sklepali o predlogih za imenovanje predstavnikov občine Tolmin v svet Zavoda za kulturo, šport in mladino občine Tolmin. Dosedanjim članom je potekel po 4 letih mandat. Bil je podan razpis, na katerega so se prijavili 3 kandidati. Komisija je v polni sestavi opravila razpravo na te kandidate in se na koncu soglasno odločila oziroma sklenila. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu občine Tolmin predlaga, da se za predstavnike občine Tolmin v svetu Zavoda za kulturo, šport in mladino občine Tolmin imenujejo Žanica Koski-Drole, Urša Triler Leban in Gaja Rosič. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Kolikor vprašanj ni, prihajamo k glasovanju glede imenovanja. Preverimo prisotnost. Glasujemo. Soglasno sprejeto. Še tretja zadeva, ki jo imamo s področja volitev in imenovanj, je pa zamenjava članice sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Tako da je gospod Bratuš. Ne? Ne, tistega župan. Vi kot vse mogoče za pojasnilo, Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je odločala tudi o predlogih članov strokovnih svetov Zavoda za kulturo, šport in mladino, katere pa na predlog komisije potem potrjuje župan. Tako da občinskemu svetu pa ostaja še, kot rečeno, menjava članice sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Tukaj pa prosim za poročilo. Gre za, oziroma komisija je razpravljala in sklepala tudi o nadomestnem članu sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Tolmin in sicer za predstavnika osnovne šole Most na Soči. Dosedanja članica se je s 1.9. oziroma z 31.8. upokojila. Namesto nje se je predlagalo, da bi to funkcijo prevzela učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Most na Soči, Tina Kavčič. Po opravljeni razpravi vsi člani oziroma 4 člani, eden je medtem zapustil sejo predčasno, vsi 4 člani smo se strinjali, da je to primerna kandidatka za opravljanje tega poslanstva. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni vprašanj, bi glasovali še o tem predlogu. Preverimo prisotnost. Glasujemo. Ugotavljam, da je tudi ta predlog soglasno sprejet, s čimer zaključujem 10. točko dnevnega reda današnje seje in prihajam na 11. in zadnjo točko, to so vprašanja in predlogi. Izvolite. Gospod Vezovnik, izvolite. Izkoriščam priložnost, ko ste vsi odgovorni na občini tle prisotni, pa bi ponovil apel, ki sem ga že prejšnji teden podal na odboru za okolje in prostor. Na območju Dolenje Trebuše se pripravlja rekonstrukcija državne ceste, tiste proti Idriji, z Bače proti Želinu, na odseku bodočega tunela do gostilne Pod Korito, se pravi do mostu čez Idrico in po poti, ko gre cesta pol gor za Gorenja Trebuša.
18. leta se je začelo razpravljati o tej rekonstrukciji, takrat v okviru državnega prostorskega načrta, ki pa je v velikem delu padel in se je razdelila zadeva na en del iz tunela ven malo navzgor kot državni prostorski načrt, drugi del kot rekonstrukcija. Ko so bile te javne razprave, smo v kraju, tako krajevna skupnosti kot krajani, podali cel kup predlogov, ki so se večinoma nanašali na avtobusno postajo in zadevami v zvezi z avtobusno postajo. Do teh predlogov se direkcija ni opredelila takrat, ampak je rekla, niso več predmetni, ker to ni več predmet državnega prostorskega načrta, ampak rekonstrukcije. No, zdaj projektanti skačejo okoli, količijo, delajo nervozne lastnike parcel, ki nič ne vedo, v čem je reč, in vzpostavlja se taka precej negativna živčna klima zaradi tega. En sestanek smo imeli na občini na to temo v juniju mesecu in zadeve grejo dalje, vendar še vedno grejo brez nas, na nek način brez občine. Občina je dala od sebe telele projektne pogoje za avtobusno postajo, vendar na to je vezano marsikaj še zraven, kar ni v projektnih pogojih. Za naš okus so preveč minimalni oziroma se preveč strogo držijo tistega, kar piše tistim pravilniku o avtobusnih postajališčih. Tisto, kar nas žuli, je, kako bomo prišli do te avtobusne postaje peš, a bo pločnik ali ga ne bo pločnika, kako bomo hodili čez cesto, a bojo kakšne omejitve tam in predvsem, a bo tam tudi kakšen parkirni prostor. Predlogi, ki so bili dani že 18. leta in tudi kasneje, so bili 10 parkirnih prostorov. Zadnje čase govorimo o 5. In tudi se točno ne ve, kje bo to umeščeno. Ve se, da bo nižje dol in ne več tam pod koritom, kjer so neki parkirni prostori. Čeprav od gostilne pa eni verjetno tudi malo sporni. Tako da to ostaje odprto in glede na to, da se sedaj to kuha, bi si želeli aktivno sodelovanje občine in dejansko, da bi se opravilo zbobnalo vse te faktorje, projektante, direkcijo kot investitorja, občino kot tisto, ki ima čez avtobusne postaje in pa prizadete krajevne skupnosti, v končni fazi sta 2 tukaj, Dolenja Trebuša in Gorenja Trebuša, in 2 naselji, da vidimo na licu mesta, kaj se tam misli narediti strani direkcije, kaj lahko kot občina tele pritisnemo, da se bo naredilo tako, da bo kraj zadovoljen, glede na to, da se pač to projektira sedaj in bo tako ostalo verjetno še nadaljnih 25, 50, 100 let, se ne bo več kaj dosti spreminjalo, ker avtoceste verjetno ne bomo zidali po tej dolini Idrice. Tako da želim si in tudi pričakujem in tudi vsi v kraju pričakujemo tlele en močnejši angažma občine in kraja vis-a-vis investitorja direkcije za infrastrukturo in tudi teh projektantov, da bi se le poslušalo tudi kraj in prizadete občane. Hvala. Hvala lepa. Saj tako, kot ste rekli, smo na vašo pobudo vam poslali tudi že pisni odgovor, v katerem smo se opredelili do teh predlogov in pojasnili. Jaz mislim, da ključni vir mogoče neke slabe volje, ki jo lahko po človeški plati tudi razumem, je predvsem razlika med rekonstrukcijo neke državne ceste in pa procesom sprejemanja državnega prostorskega načrta. Zdaj tisto prvo, kar ste omenjali, glede količenja po parcelah, država lahko dela izključno na svojih parcelah in pa na parcelah, za katere je pridobila ustrezne služnosti od lastnika. In jaz mislim, da tukaj slabe volje ne more biti, ker ne more biti dela izvedena, ukolikor z lastnikom parcele zadeva ni predhodno urejena. Je pa dejstvo, da v okviru rekonstrukcije država pač dela na svojih zemljiščih in občina podaja projektne pogoje glede na
področja svojih pristojnosti in z vidika naših občinskih cest smo pač projektne pogoje, ki temu pritičajo, tudi dali. Res je, da je bila tukaj krajevna skupnost Dolenje Trbuša tudi vključena, zato ker je lastnica oziroma upravljavka vodovoda in je z vidika vodovoda bila v ta proces vključena. Mislim pa, da je prišlo do nekega različnega razumevanja, kaj projektni pogoji obsegajo in čemu so namenjeni. Nekaj od tega, kar ste sami izpostavljali, je stvar, ki jo lahko občina skupaj z državo ureja v okviru nekega sporazuma o delitvi stroškov sofinanciranja, vkolikor gre za zagotavljanje infrastrukture, ki spada pod občinsko pristojnost. Nekaj se lahko ureja tudi med samo izvedbo, nekatere usmeritve pa so bile projektantu tudi z vidika dodatne avtobusne postaje na vozišču izdane, da se preverijo te možnosti. Zdaj, tista parkirna mesta, ki jih omenjate, ne morejo biti del projektnih pogojev, kakršne občina zdaj izdaja, ni pa nobenih zadržkov, da se s projektantom in kasneje izvajalcem preveri, do kakšne mere je lahko te parkirne mesta možno izvesti blizu te lokacije, ki ste jo sami omenili. Tudi kar se tiče umirjanja prometa, smo pridobili vsa potrebna soglasja in je v fazi postopek umestitve radarja, za katerega je krajevna skupnost Dolenja Trbuša tudi zaprosila oziroma predlagala njegovo postavitev, in če bo vse prav, je ta radar lahko še letos postavljen in v funkciji, kar bo močno pripomoglo tudi k umirjanju prometa, ki je mimo te gostilne pod Koritom včasih res nenormalno hiter. Razumem pa, da je lahko bilo pričakovanje javnosti občanov, da ko bo država prišla s to investicijo, da se bo dalo še ne vem kaj tam zraven narediti. Sigurno je v procesu DPN-ja možno več vključevanja kot v procesu rekonstrukcije. Verjetno je tudi nekomu na direkciji bilo v interesu, da se en del dela kot rekonstrukcija, ker zahteva toliko manj soglasij, ki jih je treba pridobiti, toliko hitreje se zadeva izvede. Zagotovo bo z vidika 4. razvojne osi ta investicija močno pripomogla, tudi pretočnosti tistega odseka državne ceste. Je pa tako, se pravim, tako kakor nam ni všeč, ko v naše pristojnosti kdo posega, tako je treba tudi razumeti, da za državne ceste v izvirni pristojnosti skrbi država, mi pa lahko z vidika svojih pristojnosti, tam, ko se križajo neke projektne pogoje, postavimo. Iz izkušenj se marsikaj da sicer tudi tekom gradnje še neformalno urediti, koliko gre za neke manjše ureditve v dobro kraja. Medtem ko pričakovanje, da se pa določene želje krajanov Dolenje Trbuša vključijo v projektne pogoje, pa niso, ustrezne oziroma ne spadajo v ta dokument, čeprav lahko razumem slabo voljo. Tako da mi bomo še naprej v navezi s projektantom, z direkcijo in tudi kar se tiče, se pravi, možnosti dodatne avtobusne postaje na vozišču ali pa parkirnih mest, bomo iskali možne rešitve, vkolikor bojo izvedljive, in vkolikor se bo izkazala možnost, da v okviru projektiranja dodamo tudi nek segment, ki ga delno financira občina, pa pripomore k kvaliteti bivanja v Dolenji Trbuši, bomo tudi o tem se odločali, in če bo soglasje, bomo k temu tudi pristopili. Tako da verjamem pa, da je bilo idej oziroma želja več, kot jih bo uresničenih. Tako da nadaljujemo. Še kakšno vprašanje, predlog? Vkolikor ni, se vam zahvaljujem za danes za sodelovanje. S tem zaključujem 11. točko in tudi 25. sejo občinskega sveta in vam voščim lep večer in lahko noč.